mislim, da zdaj najboljše, da je tudi bil referat dobro izhodišče za razpravo. In vas vse zbrane tudi pozivam, da začnemo z razpravo. Iz publike, da držite. Prosim. Še malo časa vam danes. Za sremežnice. Jaz bi rad tukaj vodo vprašanje. Recimo, če ima kdo pa še... Ja, super. Ne lahko veš, vse se razumete. To sem sicer včeraj že v pogovoru malo postavil tudi v Gradiču, pa velja tudi za druge. Prigojno vprašanje, če je možno reči, pa recimo vsem dati na prvo ceno, pri čem je slovensko zgodovinopisje glede tematike rečemo represije. Morda imate kakšne stike, tukaj sem tudi nekateri, ki niso iz Slovenije, pač ne iz slovenska zgodovinopisja, pa imate tudi v tujini, pri čem skratka smo na slovenskem, smo v zaostanku, v študiranju teh tematik smo nekje vmes. Nam verjetno še marsikaj manjka, kaj je tudi dobro za nas, da bomo imeli tematike, da lahko se bomo z njim pogovarjali. Pa vendar tako sprašujem in vprašanje nasplošno za vse, tiste, ki morda imajo tudi primerjalni vidik pred sabo. Jaz sem takrat postavil v Kamniču, velja tudi za druge, ne samo za Gradiča. Potem sem hotel izpostaviti morda na zadevo, ki je, kar sem malo vežal tudi na to, kar je imel kolega Malje. Kaj vse pojmujemo potem kot represija? Smo slišali marsikaj in dogovora že nekaj včeraj, pa vendar se mi zdi, da je res marsikaj lahko zraven. V svojem referatu sem omenil nekaj, kar sem samo v enem stavku, v bistvu na koncu. Kaj pa defašistizacija v Italiji, recimo, glede slovenske manjšine, a pa tudi drugih, kar je ni bilo, je tudi tajna oblika nasilja in lahko rečemo, ne reči, da če spada pod eno represijo. Nasilje pa po mojem je. Tukaj je tematik še in še. Ne, lahko, da sem vas nisem spodbudil, da se imam tvoje vprašanje zrati. Lahko vedeti, da samo prvič odgovor na prvo vprašanje. Ja, jaz bi glede primarjalnosti morda imel kakšne pripombe povezano tudi s defašizacijo oziroma denacifikacijo. Ja. Koliko sem jaz pregledoval to avstrijsko literaturo, je seveda v teh preglednih delih avstrijske zgodovine, torej vprašanje represije domala ni prisotno. Govorijo o takih oblikah represije samo v zvezi oziroma predvsem v zvezi s sovjetsko zasedbeno cono. Tam je seveda ogromno materijala, nekaj samostojnih razprav, kjer so Sovjeti pobrali določeno število Avstrijcev in jih zapeljali v Sibirijo, v razna taborišča. Na tem področju je Štefan Karna marsikaj raziskoval, je objavljeno. Ni pa, rečimo, raziskovano vprašanje represije pod v ameriški upravni coni oziroma zasedbeni coni, naprimer v Lincu, kako so Angleži oziroma kako so Američani zatrli razne stavke v največjem obratu v Avstriji, v Lincu, Preföst.
tega se avstrijski zgodovinarji pravzaprav niso temeljito lotili. Seveda je tudi vprašanje denacifikacije pomembno vprašanje, to je v Avstriji pa po mojem precej obdelano. Tu bi spet treba bilo povedati pa razlikovati med zasepljenimi conami. Najmanj so torej, pa najmanj je težko reči, manj je ta problematika raziskovana za sovjetsko, kar preseneča za sovjetsko cono, ker so se pač ti nacisti prvič večinoma umaknili na zapad in so tam bili zajeti. Deloma so se pa manj obremenjeni nacisti zelo hitro, bi rekel, akomodirali in deloma prestopili tudi v komunistično stranko Avstrije. Tam so jih potem, če so jih izsledili, so jih seveda zelo naglo iz stranke izključili. Denacifikacija pa je seveda tudi vprašanje, ki zadeva po mojem slovensko zgodovinopisje, oziroma tiste dele slovenske politične imigracije, ki so se umaknili v Avstrijo. Tudi Angleži so nekatere vidne slovenske politične imigrante saj za določen čas zaprli in sicer na osnovi seznamov vojnih zločincev, ki so jih dobili iz Jugoslavije. Tu bi seveda morali potem še govoriti o angleško-jugoslovanski blejski pogodbi, ki je bila sklenjena 47, tam enkrat, 47, in tam se je pravzaprav Velika Britanija obvezala, da bo vojne zločince izročila Jugoslaviji, ki so še živeli na Koroškem oziroma na Štajerskem, vendar je Velika Britanija decidirano zahtevala točne podatke o njihovi krivdi, ker pa Jugoslavija ni takoj reagirala na to in potem obdolžila Veliko Britanijo, da to pogodbo bojkotira, so Angležem prevzelo in so odpovedali oziroma rekli, da se ne mislijo več dodati te pogodbe. Mislim, da je tam bil tedaj v zaporu med vidnimi slovenskimi političnimi emigranti, torej dr. Ludvik Pušk, potem še bil tajnik Stanko Kociper, ja, pa še nekateri so sedeli v specialnem zaporu vojske. To še tudi ni obdelano v tem obsegu, kot bi bilo potrebno. Jaz bi se navezala na to, vse Gorast najbrž vas dober pozna to situacijo, ampak mogoče drugi malo manj, da podobno, kar je govoril kolega Male za koroške Slovence in za položaj na Koroškem kot britansko zasedbo velja podobno za Julijsko krajino oziroma cono A Julijske krajine pod anglo-ameriško zasedbo, še bolj pa za področje Beneške Slovenije, ker dejansko pride tudi do bojev in tudi do velikega nasilja nad vsemi, ki so kakorkoli skušali razmišljati kot Slovenci. Tukaj bi izpostavljali glasne slovenske duhovnike, ki so izpostavljeni v preganjanju, zasledovanju in tako naprej. Ampak drug problem je pa ta proces defašizacije v Italiji, pri katerem pa imajo, jaz sem hotela to do zaključku reči, ampak bom kar zdaj, ker je že glih debata povedala, da formalna demokracija in pa zahodna demokracija še ni noben garant za to, da ne pride do preganjanj, pritiskov in tako naprej. V ospredju so pač interesi in Angleži in Američani imajo velik delež pri temu, da v Italiji ni prišlo do
defašizacije. Ve se zakaj v interesu delitve sveta na dva bloka. Italija je razumljena kot branik pred prodorom komunizma, Italija ima močno komunistično stranko in politika gre pravzaprav na to, da pač prepreči prodor levice v Italiji, ne samo to, tudi ko se zaveznike nekako maknejo, ampak seveda interes ostane v Italiji vse do konca 50-ih let, prihaja ne do procesov proti vojnim zločincem in fašistom, če rečem poenostavljeno, ampak do procesov proti partizanom, ki so obsojeni na ne tako nizke kazni, dogajanje med vojno ali pa za te poboje, o katerih smo včeraj kolega Mlakarja govorili po vojni. Te kazni so tudi 10 let, pa še več, procesov je več 100, med njimi mogoče pa bi izpostavljala proces proti partizanom Beneške čete. Ta je pa kot obtožba vele izdaje, ker so se borili za priključitev v navednicah k Jugoslaviji. In še nekaj, pred kratkim, nekaj let nazaj, je v Italiji šla, jaz se iz avtora ne spomnim, in Crimini di Guerra Italijani knjiga italijanskega avtorja, pa ne vem vsega priimka, v katerem je pa zelo dobro pokazano tudi to, kako to, kar je bilo že tudi govora, kako so dejansko Britanci, pa tudi Američani, pa zlasti Britanci, kar je pač bilo za Britanske, bili dokaj strogi za vsa dejanja, ki so bila storjena proti njihovim pripadnikom. In edini tako imenovani vojni zločinec v Italiji, ki je bil tudi justificiran, ni bil ne Roana, ne Gambara, ne vem kdo, ampak Belomo, general Belomo, osumljen, da je pač ukazal oboj dveh britanskih ujetnikov, ki sta pač skušala pobegniti iz taborišča, general, ki je dejansko prispeval k temu, da so zavezniki z lahkoto, ker je pač kapitulaciji Italije organiziral enote, organiziral zavarovanje, da so zavezniki brez žrtev prišli v Barni. Tako da to so zelo take povedne zgodbe, ki jasno kažejo, koliko so pravzaprav demokratične vrednote ali pa tudi človekove pravice pomembne v trenutku, ko prevladajo interesi. In žal, verjetno se nekaj podobnega dogaja vsa ta leta, zlasti pa v kriznih momentih, kot je pa do določene mere tudi danes. Jaz mi to pripomnim še ta zadeva interese, seveda najboljši primer Južna Tirolska. Tam ni bilo, tam so interesi, avstrijski interesi na eni strani, italijanski interesi na drugi strani in številni avtorji, torej Južni Tirolci, sami najbolj razmišljajo o tem, ali pa zelo globoko razmišljajo o tem, zakaj ni prišlo, zakaj je situacija bila 45, oziroma pa tudi še 46 na Južnem Tirolskem taka, kot je bila. Italijani so v opozicije spravljali torej bivše fašiste, Avstrijci, pa vse Južne Tirolce, ki so prekoli bili politično dejavni, tudi vse vodilne naciste, torej iz vrst Južnih Tirolcev. Tu ni bilo ne denacifikacije in ne tudi defašizacije. Ja, seveda, to imate ogromno literature in zdaj ta vprašanja, tretja generacija mladih Južnih Tirolcev stavlja tistim, ki praktično izolirajo, tistim starim politikom, aktivistom za združitev Južnega Tirola za Avstrijo. Hvala lepa za to vprašanje. Jaz bi se tukaj vrnil nazaj na Gorazdovo vprašanje, kje smo v Sloveniji pri študiji represije, zdaj kdo bi mogoče iz naše mogoče Nevenka, mogoče Aleč? Ne že povedal svoje. Če sem jaz prevedel na to vprašanje, ker v teh letih drugi, imam pa samo eno
asociacijo, ki je v tem našem projektu, naša kolegica, torej imela referat v Ameriki, se spomnim tega, ko je ena mađarska zgodovinarka zraven komentirala, prav kako vam je uspelo voditi takšen projekt, da na Mađarskem so da prvega druge svetovne vojne vse žrtv že nekajkrat poskušali, pa še niso prišli do rezultata, da bi tak projekt sploh začeli voditi. To je pač samo en pomislek, zato pomislek so prišli tudi bolj primerni iz projekta, iz projekta žrtve, da v tem projektu bi pa, če se mi pod besedi bilo še eno vprašanje, da bi imel kolegica Nataša. Ono, što je bilo spomenuto o univerzitetskim profesorima in čiščenju na univerzi. Da li je več to v Srbiji, kaže detaljnije obrađeno, in da li među onim brojkama koji su, da li su već oni koji su već prije skinuti, koji su pobjegli u inostranstvo, pa je to samo post festum, jer u Sloveniji, recimo, među tim brojkama koliko ih je zvanično skinuto 45, znači na sudovima narodne časti ili u ekoraciji na univerzitetu, u velikom broju prednjače oni koji su onako pobjegli u emigraciju, tako da manjina oni koji su skinuti su oni koji su uljubljeni. Pa većina ovdje koji su tamo svi koji se je zapravo bilo u Srbiji. Oni koji su otišli, već su otišli, imaju samo konstruktivno da su otišli. Mislim, prosto je samo dakle stanje stvari notirano, da, i ovo je, dakle, iz te sudi koji su oni procenili, to je zaista napravljeno veliko spisak, gde prosto se svakog stoji šta je radi od okupacija ili preča okupacija ima i to, dakle, u kojoj meri on bio protiv naroda, protiv ne znam, tako dalje. Prosto nije bio usmjereno stvari, socijalne pravde i takve stvari. Ali šta je zanimljivo u celom priču? Dakle, da većina njih posle recimo jednog, tih 37, je se odužio od suda časti, jedan je sam prosleđen vojnom sudu. Znači, prosto, oni su površili prvu vrstu, kako kažem, trijaženja, a onda su dakle slali nekim, oni koji su imali koji po njihovom viđenju teže krivice, slali su ih Podnom sudu, koji je najčešće u tom trenutku donosio najteže kazne, da će biti smrtna kazna, eventualno što im sveće robiju. Neki su dakle podvrgli ovom republičnom sudu časti, koji je također nosio mnogo veće, mnogo teža kazna nego li sada samo otpuštanje sa univerziteta, znači tu ste dobili na časti, kada stignete do republičnog suda časti, to znači da ste onda osuđeni na gubitak različitih prava, političkih i svih ostalih, i pritom ne možete za to vreme da imate nikakav posao. A to znači da ste potpuno dislikovani, mislim, Hvala. Zdaj ste v bistvu govorila, da se pa to ravno vprašati v razmerih, ker me tudi intelektualci in inteligence zanima, kakšna je razlika in usporednica s Srbijo in Slovenijo. To se pa to ravno oba najviše vprašati. Jaz sem ravno to, ker sem zadnji rodov za Ljubljansko univerzo, Ljubljana bila večina ovih, ko so več otišli, tako da je daleko največji broj ljudi s teološkog fakulteta. In onda, bilo je onda još par imena koji su nam dobili po prezimenu Njemci. Pa su još takvi bili, znači neki su otišli, neki su bili ovdje, ali većinom isto. I drugi su poslali šta je ono da bi su imali prava napravili poslali socijalni status i tada je bio vezan na članstvo u pojedinim udrugama. Znači, on je isto kao pisatelji i pjesniki, oni su izbačeni iz društva književnika, a njihov je rad bio vezan na članstvo u društvu. I preko te karte su da dobijaju... Preko te karte oni su dobijaju, da. Mislim, to je prosto sliči su, procesi su na nivou Jugoslavije, sliči mogu se razlikovati u brojkama, eventualno nekim specifičnim momentima, ali meni više ti procesi su gotovo svuda isti, jel? I šta je u Srbiji rađeno za pola godine, ovdje je zbusto na 2 mjeseca. Da. Budući da je, to je još jedan specifičnost, pošto je Srbija naravno prva oslobođena, onda se tu mogli da isprobaju najrazličitije elemente i da onda je to lako
bilo Proces je bilo prečiščen, kar je došlo do Slovenije. Ja, najlepša hvala še za ta pojasnila. Ali je še kakšno vprašanje druga? Komukoli? Nisem rekel zato, da bi zaključil, zato, da bi postavil vprašanje. No, potem pa jaz preden še povabim Nevenko, da bo rekla nekaj zaključnih besed. Mogoče tukaj sklenem na mojo misel, zakaj se mi zdi, da je res, v kateri točki je ta naša konferenca tukaj bila pomembna. Predvsem se mi zdi zato, da smo presegli tiste dojemanja, ki se danes v javnosti večkrat pojavljajo z te, druge, tretje, pete strani, da je represija lastna določenim ali določenim skupini ljudi ali določenem sistemu. Tukaj smo obravnavali represijo takšno in drugačno v različnih nacionalnih, političnih in tudi kulturnih, če hočete, sistemih. In jaz mislim, da to treba, da to nek prispevek trenutni situaciji in za raziskovanje in situacije v javnosti, ko treba pač pozaviti, da so te stvari širše in jih je treba delati komparativno in z nekim širšim razmislekom. Zdaj bi povabil Nevenko, da še povedi. Kako tudi. Ja, jaz bi najprej govorila na tisto vprašanje, kako daleč smo, kolikor pač danes po svoje moram priznati, da se že kar nekaj let ukvarjam zlasti z vprašanjem tako imenovanih fojb in da se vedno znova otepam pravzaprav te teme represije, ampak se mi zmerno na nek način na novo vrača. No? Mislim, da ni tako malo narejenega, kot si nekateri predstavljamo. Zelo pomemben je seveda ta projekt smrtnih žrtev. Res je tudi, da tukaj si moramo priznati, da je Slovenija majhen teritorij, da je lahko lažje obvladljiv kot ena velika država, da smo se sodelovali tukaj pri podobnem projektu, ki ga je za kolonijo Julijsko krajino naredil Videmski inštitut za zgodovino odporništva, pač Kadulti, Dispersi in tako naprej. Že, mislim, da zadnja knjiga je šla Boris 93 ali nekaj takšnega, ne? Tako da je to nedvomno velik prispevek, na osnovi katerega je treba graditi, da je pa žal, to pa moram tudi tukaj povedati, dejstvo, da je inštitut tako daleč pripeljal ta projekt, pravzaprav stvar na nek način trme sodelavcev inštituta, kajti vsa ta leta, zlasti zadnja leta je bil ta projekt hudo pocenjen, mi smo pravzaprav na inštitutu delali tako imenovane bypasse iz drugega denarja, da smo to pripeljali vsaj kolikor do konca. Jaz bi se vam zahvalila vsem referentom za prispevke, vsem in referentom in ostalim za sodelovanje, za poslušanje, za debato in upam, da boste prebrali tudi objavo tega, v katerem pa boste, kot sem že omenila, prvi dan združena tako tematika projekta, kot tega posvetovanja. Hvala lepa. Običajno je, da vse naprimer na zaključku pove datum, kdaj je treba to oddati, zaradi tega, da bomo, kako bi rekel, v nekih zavrljivih govorili